Torej, Urška, ti si mariborska kraljica vina za leta 2014-2016. Kronjenje vinske kraljice poteka torej na prazniku Stare trte. Pač lahko samo poveš, kako poteka vse, mogoče kaj si mogla znati, kakšne posebno znanja, ne vem, karkoli. Ja, torej izbor je potekal poleti, julija. Poslala sem prijavnico, so me poslali na izbor. Tam pogoj je bil, da izhajam iz vinogradniške družine. Morala sem pokazati vinogradniško znanje, vinarsko znanje, predvsem pa poznavanje Stare trte, ki je kraljica vseh trt. Potem tekmovalke smo bile 3, tako da sem morala premagati 2 punci. In potem seveda so razglasili zmagovalko. Tako da. Kako si se počutila ob razglasitvi? Ja, super, enkratno, ne. Začeli so ob razglasitvi za tisto, ki je dosegla najmanj točk. Tako da, ko so prišli do druge, sem že vedela. Je bilo že super. Je bilo že super razpoloženje. Super. Kaj pa ti je prinesel pač naslov vinske kraljice, kakšne dolžnosti, mogoče kakšne, ne vem, poslanstva, kakšna posebna? Absolutno, ja, dolžnost, da promoviram Maribor kot mesto, potem njegove vinogradnike, celotnega mariborskega vinorodnega podokoliša in pa vsa njihova vina. V času mojega poslanstva pa sem si zadala, da bom poskušala dvigniti kulturo pitja vina med mladimi, prav tako pa si prizadevam, da bi obudila delovanje Mariborskega vinogradniškega društva. Aha, super. No, zdaj pa gremo na malo bolj zanimive teme, na sama vina. Verjetno kot 20-letna punca piješ kuhančka in poznaš, pa ne vem, katero vino misliš, da je najboljše za kuhančka in če imaš kakšen recept, bi nam ga lahko izdala? Ja, zdaj najboljše vino za kuhančka, to je zelo subjektivno, za nekatere rdeče vino, za nekatere belo vino. Sicer jaz raje pijem kuhančka iz belega vina, nekega posebnega recepta nimam, nekega tajnega, pač razmerje liter vina, pol litra vode, sladkor po okusu, cimet, klinčki in tako naprej. Torej po okusu. Dobro, zdaj pa starejši dostikrat rečejo, da če vinu dodaš radensko, da se potem vino joče. Se strinjaš ali piješ špricer ali se ti tudi zdi, da je to ni najbolj primerno za dodajanje vina? Ne, pijem špricer normalno, pa ne vem, se mi to ne zdi pravilni izraz, namreč tudi naši predniki so pridelovali odlična vina, pa po delu v vinogradu na njivi je pasal en osvežilen špricer, namreč samo vino je v soncu pretežko in z radensko oziroma mineralno vodo ga samo osvežimo. Torej ti tudi si ljubiteljica vina? Sem. Rada piješ vino? V zmernih količinah. Mogoče tvoje najljubše? Sortno vino rumeni muškat, ki sem si ga izbrala za svoje kraljičino vino. Torej domače? Tako. Super. Zdaj pa, torej, če za špricer ni nekako žaljivo, torej tudi za bambus mišmaš, ni žaljivo, če se vino dodaja kakšne sokovi? Po mojem mnenju ne. Poznam namreč ljudi, ki čistega vina ne pijejo, obožujejo pa mišmaš, bambus, špricer. V bistvu ga s tem samo osvežijo. Dobro, najlepša hvala.